Znotraj progresivnih gibanj govorijo o strpnosti, vendar tisti, ki najbolj zahtevajo strpnost, na koncu postanejo najbolj nestrpni do vseh, ki niso popolnoma taki kot oni. In videl sem, kako so islamistična gibanja prodirala v področja državljanskih pravic, socialne pravičnosti in človekovih pravic. Če si proti nacionalističnemu gibanju judovskega naroda, nisi pa proti nobenemu drugemu nacionalističnemu gibanju, potem ugani kaj, draga. Si proti Judom. Z mano v studiu je Yuval David, ki je veliko izjemnih stvari. Je novinar, filmski ustvarjalec in igralec, nagrajen z nagrado Emmy. Svetuje več neprofitnim organizacijam, je aktivist izraelsko-ameriškega porekla in je tudi velik zagovornik ter aktivist za LGBTQ skupnost. Yuval, dobrodošel. Najprej, že samo to, da sedim tukaj v studiu s tabo, moja izbrana sestra, je božansko. Je božansko, ker občudujem način, kako vedno komuniciraš s takšno jasnostjo, ne glede na to, ali pijeva espresso, ali kozarec vina, ali sva tukaj v studiu. To lahko doživim in želim si, da bi več ljudi govorilo s takšno jasnostjo, kot jo imaš ti. Hvala, Yuval. Ivona, ker si izjemna voditeljica, medijska osebnost, novinarka, tudi ti govoriš z enako jasnostjo. In govoriš v krogih, ki so te v zadnjih nekaj letih nekako zavrnili, kaj ne? No, niso samo zadnja leta tista, ko sem bil zavrnjen ali nisem bil sprejet strani gibanj, ki naj bi bila vsa o sprejemanju in strpnosti. In mislim, da je ena stvar, ki jo vidimo zlasti znotraj progresivnih gibanj, ki so si prisvojila celotno gibanje LGBT. Govorijo o strpnosti, vendar tisti, ki najbolj zahtevajo strpnost, na koncu postanejo najbolj nestrpni do vseh, ki niso povsem taki kot oni. In sem predvsem borec za demokracijo. Hvaležen sem, da sem državljan dveh različnih demokracij, Združenih držav Amerike in Izraela, kjer imam možnost, da se pritožujem, godrnjam, protestiram in poskušam spreminjati ter izboljševati vlade, katerih del sem, da lahko sodelujem. To je moja državljanska dolžnost. Kljub temu srečujem ljudi, ki nočejo slišati kritik, ki nočejo slišati nikogar, ki bi počel kaj drugega kot slepo sledil strankarski liniji. In to je nedemokratično. Ivona, kdaj si začela čutiti spremembo? Saj si bila zagovornica v splošnih LGBTQ in demokratičnih krogih. Več kot 20 let. 20 let si že. Kdaj se je to začelo? Se spomniš tistega trenutka, ko si pomislila: Houston, imamo problem? Kdaj je bil tisti trenutek? Popelji nas nazaj tja. No, trenutki, ko sem začel opažati problem znotraj demokratske stranke, progresivnih gibanj in levo usmerjenih liberalnih gibanj, so bili takrat, ko sem začel opažati vključevanje ljudi, katerih ideologije so bile proti demokraciji, proti vključevanju. In to res, no, če sem zelo natančen, so bila to islamistična gibanja, ki so začela prodirati v prostore družbene pravičnosti. V prostore družbene pravičnosti. Uporaba izraza islamofobija in povezovanje tega vsakič, ko so ljudje govorili o antisemitizmu ali kadarkoli so govorili o homofobiji. Leta 2016 sem začel slišati slogan med ljudmi, ki govorijo v sloganih, kjer so govorili: pravice queer oseb so palestinske pravice in palestinske pravice so pravice queer oseb. In vsi ti ljudje so si mislili: wow, to zveni tako super, ker so vzeli govor Hillary Clinton. Pravice žensk so človekove pravice in človekove pravice so pravice žensk in iz tega so naredili nekaj drugega, kar bi ljudje zaznali in razumeli. In jaz bi rekel: ne, to ni narobe, oprostite, rekel bi: to ni prav. In ljudje bi rekli: zveni, kot da ste zelo islamofobični. Rekel sem: nisem islamofoben. Nimam fobije in iracionalnega strahu pred islamom. Imam pa strah pred islamisti in džihadisti. Imam pa strah pred skrajneži. In homofobija je zelo, zelo drugačna od islamofobije. Nezadovoljstvo, ki ga imajo ljudje do homoseksualcev, je zelo drugačno od nezadovoljstva, ki ga imajo ljudje do džihadistov, ki želijo ubiti. Točno tako.
In v celotnem LGBT gibanju so se začele pojavljati kefije. In videl sem ljudi, ki so hodili naokoli s kefijami, jih dajali okoli vratov drugim, jih podarjali, kot bi nekdo podarjal brezplačne skodelice ali ovitke za iPhone ali karkoli že dobiš na konferenci, so oni delili kefije in govorili, da ta kefija predstavlja odpor proti kakršnikoli obliki zatiranja. In jaz bi rekel, ne, to ni tisto, kar kefija predstavlja. Vem točno, kaj kefija predstavlja. Ne samo zato, ker sem tudi izraelski državljan, ne samo zato, ker sem preživel teroristične napade, medtem ko ljudje poleg mene niso preživeli, ampak tudi zato, ker spremljam novice. Prav tako sem načitan. Osredotočam se tudi na geopolitiko. In videl sem, kako so islamistična gibanja prodirala, tako kot so v preteklosti v drugih delih sveta, v gibanja za državljanske pravice, socialno pravičnost in človekove pravice. Torej, 2016 je kratek odgovor. Dal sem vam dolg odgovor. Ampak dovolite, da vam postavim to vprašanje. Ste imeli občutek, da je bilo to organsko, ali ste menili, da je bilo namerno? Ker zdaj ugotavljamo, 2016 je bilo pred 10 leti, da je potekala nepopustljiva, namerna, dobro financirana kampanja, ki prihaja od zelo zlonamernih akterjev, od Katarja do Kitajske do Rusije, da bi se infiltrirali. To je pravzaprav agenda. Sprašujem vas, če se vrnete 10 let nazaj, ste imeli občutek, da je nekaj v ozadju? Ali ste si samo mislili, ti bedaki nimajo pojma, o čem govorijo? Bilo je zagotovo nekaj v ozadju, ko so vprašali, ali je bil to organski razvoj ali namerna agenda. Agenda. Dobro financirana agenda. Odgovor je da, ker so dobro financirano agendo Katarja, Islamske republike Iran, Turčije, Kitajske in Rusije naredili tako, da je izgledala kot organski razvoj. Naredili so, da je izgledalo, kot da gre za gibanje ljudi, kjer se ljudje dvigajo, da bi ustvarili spremembo in uničili sistem, ki jih zatira. Ampak ali ste to videli leta 2016? Ste videli? Da. Kaj vam je dalo ta vpogled? Ni bilo mogoče, da bi se vsi ti ljudje pojavili v gibanjih od spodaj in bili tako dobro financirani. Ko sem bil v LGBT gibanju kot veliko bolj aktiven član, so bili tam ljudje, ki so bili resnično iz baze, ki niso imeli skoraj nič denarja. Ampak so se vseeno dvigovali, bili so na terenu, delali, kar so lahko, ker so imeli srce na pravem mestu. In potem, ko so se pojavili ljudje s škatlami kefi in vnaprej natisnjenimi transparenti ter vsem mogočim, je bilo jasno, da nekdo to plačuje. Nekdo to plačuje. Torej, to sem videl in sem to prepoznal. In verjamem, da ima vsakdo svoje mesto za mizo. Vendar ne verjamem, da ima nekdo mesto za mizo, če želi ubiti nekoga drugega za mizo, ga utišati, izbrisati, izkoreniniti ali cenzurirati. To sem vedno govoril. In videl sem ljudi, ki so prišli za mizo, pa so bili proti pravicam žensk, a so rekli, da so del LGBT gibanja. Rekel sem, kako ste lahko del gibanja LGBTQ, če podpirate islamistične muslimanske države šeriata, ki odvzemajo pravice ženskam in LGBT osebam. In ves čas sem opozarjal na to hinavščino. In ljudje so rekli, ne, ampak potrebujemo raznolikost. Rekel sem, ja, potrebujemo raznolikost. Ampak če imamo to progresivno mizo, če imamo to LGBT mizo, potem bi morali biti k naši mizi vabljeni le tisti, ki priznavajo, da imamo pravico do življenja. Ali ni to preprosta stvar za povedati? No, to je pa strpnost do nestrpnih, kaj ne? To se je dogajalo. Strpnost do nestrpnih. In to danes vidimo toliko bolj, kjer ljudje, ki jih jezik manipulira, ljudje, ki v resnici ne vedo, o čem govorijo, a slišijo iste besede. Torej, če nekdo uporablja isti jezik kot jaz, potem, wow, se morava popolnoma strinjati drug z drugim. To so koristni idioti. To so ljudje, ki so tako neumni, da jih je mogoče zlahka manipulirati s slogani, da zdaj verjamejo karkoli, kar nekdo drug reče, če uporablja isti jezik. Ampak tukaj je moj izziv. Ne moram jih več imenovati koristni idioti. Kako velik idiot mora biti človek, da sledi ljudem, ki podpirajo gibanja, ki bi jih sicer ubila? Ja. Ne razumem. Samomorilska empatija. Samomorilska empatija. Ali pa je v njih prebudila neko zlo. In veš kaj? Še prej kot aktivist za človekove pravice vseh ljudstev, sem aktivist za svoje ljudi. In veš, kaj se učimo v judovstvu?
Ve'ahavta l'reacha kamocha, ljubi svojega bližnjega, kot ljubiš sebe. Moraš imeti rad sebe. Moram imeti rad sebe. Dobra točka. Ne bom imel nikogar drugega rajši kot sebe. Točno tako. Mislim, ali moram imeti Hilelov govor? Im ein anili milioh šanile acmimani, ve im lo ahšav imataj. Če nisem zase, kdo bo zame? Če sem samo zase, kaj sem? In če ne zdaj, kdaj? To ne izniči tega, da moram poskrbeti zase, za svojo družino, za svoje ljudi, za svoje prijatelje, za svoje skupnosti. To moram početi hkrati. In kot ameriški jud sem bil zelo razočaran, ko sem videl, da se toliko judovskih skupnosti bolj osredotoča na tikun olam, kot na vse druge tikunime, kot na vse druge stvari, ki naj bi jih počeli za popravljanje sveta, za skrb za svet. Samomorilska empatija pomeni sprejemanje pripovedi, ki so proti nam, samo zato, da bi se vklopili. No, veste, kaj se je zgodilo Judom v preteklosti, po vsej Evropi in po vsem arabskem svetu, ki so poskušali biti sprejeti. Bili so ubiti, posiljeni, umorjeni, skupaj z ostalimi Judi, ki so poskušali ohraniti svojo identiteto. In veš, Juval, vesela sem, da te imam tukaj v studiu, ker je bilo v zadnjem tednu kar nekaj stvari, na katere lahko res komentiraš. Filmska ustvarjalka, ta izraelska režiserka, ki je bila velika kritičarka vojske, izraelske vojske, ki poskuša braniti naše ljudi, nam pomagati preživeti tukaj. Kako mu je ime? Nekaj Lapid, Juval, nekaj Lapid. Bil je filmski ustvarjalec. Izgnali so ga z berlinskega filmskega festivala. In zdaj kar naenkrat vsi ti Judje, tikun olam, vsi ti Judje, ki so bili proti Izraelu od 7. oktobra, ironično, prav od najhujšega pokola po holokaustu, zdaj prihajajo na plano, da mu pomagajo. Ali ni nobenega smisla? Ko se ti ljudje zbudijo in pomislijo, morda ni zaradi izraelske vlade, morda je zato, ker sem Judinja. Kdaj se ljudje zbudijo, Juval? Ali pa se morda nikoli ne? Mislim, da se zbudijo šele, ko ljudje neposredno pridejo po njih. Ampak pravkar so. Ja, mogoče. Morali se bodo še naprej prebujati, ker so zaslepljeni s to ideologijo, ki jo skušajo sprejeti. Anticionizem in nasprotovanje Izraelu sta krinka za sovraštvo do Judov. Tudi sam ne maram reči antisemitizem, imaš prav. Nihče tega ne razume. Nihče tega ne razume in moramo uporabljati pogovorni jezik. Ja. Sovraštvo do Judov. Sovraštvo do Judov, da sem bolj natančen. Izrael je največji Jud, kar jih je. Da. Izrael je Jud, ki ga ljudje krivijo, da je preveč bogat, da je preveč drugačen, da se ne vklaplja dovolj ali pa se vklaplja preveč. Veš, gre za isto stvar, ali pa je preveč uspešen. To so vse stvari, za katere so bili Judi skozi zgodovino obtoževani. Judi so bili obtoženi, da so preveč revni. Obtoževali so jih, da so preveč bogati. Obtoževali so jih, da so del družbe in da se poskušajo vključiti v družbo. Obtoževali so jih, da so ločeni od družbe. Obtoževali so jih, da so preveč izobraženi in preveč obveščeni. Bili so in zdaj je Izrael glavni Jud, ki ga krivijo. Torej, tukaj je nekaj, kar pogosto trdim, ko ljudje rečejo, da anticionizem ni proti Judom oziroma ni antisemitizem. In rečem, v redu, poglejmo to podrobneje. Če praviš, da anticionizem ni antisemitizem, potem to pomeni, da si proti vsakemu narodnemu gibanju. Če si proti izjemnemu narodnemu gibanju Japonske in vsak, ki je potoval na Japonsko, ve, da so zelo, zelo resni glede svojega nacionalizma ter ohranjanja svoje kulture in tradicij, na kar so zelo ponosni. Če si proti njihovemu nacionalizmu in si tudi proti nacionalizmu Judov, potem v redu. Če si proti staroselcem v Združenih državah, ki ohranjajo svojo narodnost, in si proti nacionalizmu staroselcev ter proti nacionalizmu Judov, potem v redu. Anticionizem ni antisemitizem. Ampak če si proti nacionalističnemu gibanju judovskega naroda in nisi proti nobenemu drugemu nacionalističnemu gibanju, potem ugani kaj, draga. Si proti Judom. Da, mislim, popolnoma se strinjam, da je sionizem v bistvu samo odločba judovskega naroda v naši pradomovini. Če verjameš v vse, zveni kot da si to rekel že 1000-krat. Če verjameš v samo odločbo za druge narode, ne pa za Jude, potem imaš problem. Si proti, si sovražnik Judov. Torej, po tej delegaciji. Ja, torej, želel sem te vprašati. O tem sva govorila, ampak prejšnji teden smo imeli parado ponosa v Tel Avivu v petek. Bila sem vključena v dogodek v Jeruzalemu teden prej, ampak ti si prišla z delegacijo. Nekako si vodila delegacijo, kaj ne? Ljudje iz celega sveta,
Ne samo LGBTQ, ampak tudi zavezniki in ljudje, ki delajo na tem področju. Kako je bilo? In kako ste to doživeli, ko je veliko teh ljudi, pravzaprav večina, prvič prišlo v Izrael? Prvič. Povejte mi o tej izkušnji. Kaj ste videli skozi njihove oči? To je bila delegacija, ki jo je organiziralo Ministrstvo za zunanje zadeve in je združila LGBT voditelje z vsega sveta, da bi skupaj doživeli Izrael. Bil sem počaščen, da sem bil del delegacije. In to je pomembno povedati. Delegacije nisem vodil. In kar je bilo pri tem lepo, je to, da nam nihče ni dal občutka, da jo vodi. Bili smo tukaj skupaj, da se pogovarjamo, da poslušamo drug drugega, da govorimo drug z drugim, ne da govorimo komu ali mu pridigamo, ampak da govorimo drug z drugim. Zdelo se je, da približno 4/5 delegacije niso bili Judje in še nikoli niso bili v Izraelu. Zame, kot nekoga, ki ima dvojno državljanstvo Združenih držav Amerike in Izraela in ki je bil LGBT aktivist v obeh državah. Zelo odprto in vidno je bilo neverjetno videti ljudi, ki v svojih državah ne morejo biti odkrito geji, lezbike, biseksualci ali transspolne osebe. In videti vse te LGBT ljudi, videti solze v njihovih očeh. Postajam čustven, ker sem lahko doživel stvari skozi njihove oči, ko so videli dva gejevska očeta s svojimi otroki, ki sta hodila po plaži, in lezbični par z njunimi hčerkami, s katerimi so se lahko pogovarjali, ali pa njihove hčerke in sinove. O moj bog, ta lezbični par je imel 6 otrok. To očitno počneta bolje kot kdorkoli drug. Videti, kako so bili ganjeni. In ena od stvari, ki so jih omenili, je bila, da so srečali vse te Izraelce, ki so se pritoževali nad različnimi stvarmi v Izraelu. Ljudje iz Kameruna, Indije ali Ruande na našem potovanju so se spraševali, kako to, da se ti izraelski LGBT ljudje toliko pritožujejo. Ker bi v naših državah pristali v zaporu, ali pa bi nas družine izgnale, ali pa ne bi mogli imeti otrok, ali pa sploh ne bi videli mavričnih zastav. In to me je dalo vedeti, kakšen privilegij imam kot državljan Združenih držav in Izraela, kjer lahko hodim po ulicah, kjer sem lahko s svojim možem, kjer se lahko zavzemam za pravice LGBT na Capitol Hillu ali v hodnikih Kneseta. In prav tako se zavedam, da moje zagovorništvo skozi vse življenje ni bilo zgolj protest. Šlo je za sodelovanje. In to je tisto, kar me LGBT gibanje v Izraelu zelo navdihuje skozi vse moje življenje, pa tudi ljudje po vsem svetu. Ljudje so aktivni zato, da lahko sodelujejo, ne zato, da bi bili obravnavani drugače, ampak da bi bili obravnavani popolnoma enako. Ena od težav, v katero se LGBT gibanje po svetu začenja spreminjati, je, da se obravnavamo kot neke vrste samorogi, kot nekaj drugačnega. In to ni bistvo. Tako se moj LGBT aktivizem ni začel pred leti. Šlo je za pravice, samo zato, da bi lahko počeli to, kar počnejo vsi ostali. Vsi ostali. Da, proces normalizacije in biti med ljudmi, ki v svojih državah pravno ne morejo biti normalizirani, ter biti z ljudmi, ki so prvič v življenju sodelovali na paradi ponosa, čeprav je še nikoli niso videli. Ker je v njihovih državah to nezakonito. Bilo je neverjetno. Med parado ponosa v Tel Avivu sem hodil z judovsko zastavo ponosa in ameriško zastavo, kar mi je bilo zelo pomembno. In vsakih nekaj korakov so ljudje prihajali do mene in me ustavljali, bodisi zato, ker so občudovali, da sem tam z judovsko zastavo ponosa in ameriško zastavo, in so se mi zahvalili, ker sem tam, bodisi zato, ker me je veliko od njih prepoznalo po delu, ki ga opravljam v Združenih državah in Izraelu. In preostali člani moje delegacije so govorili, kot da sem slavna oseba, pa sem rekel, ne, nisem. Sem samo aktivist ljudstva, ki želi navdihniti druge, da počnejo to, kar počnem jaz, ampak veste kaj, da to počnejo še bolje. In bili so zelo ganjeni nad mojo sposobnostjo, da se ukvarjam s stvarmi, s katerimi se ukvarjam. In bili so v solzah, ko so zapuščali to državo, in so razmišljali, kako bi lahko storili enako. Bilo je neverjetno. Mislim, da je to neverjetno. Mislim, da stvari jemljemo za samoumevne. Veš, stvari jemljemo za samoumevne. Jemljemo za samoumevno, da smo svobodna družba, kjer lahko skupnost, kot je LGBTQ, pa tudi jaz kot feministka ali kdorkoli drug, reče, kar želi, dokler ne spodbujaš nasilja ali sovraštva. Lahko rečeš, kar želiš. Ko pogledaš na zemljevid, kje smo, dejstvo, da živimo na tem otoku svobode, obdani z državami, kjer ne moreš biti svoboden. Celo v normalnih državah ne moreš biti zares svoboden. Ja,
Neverjetno je. In vesela sem, da je Ministrstvo za zunanje zadeve uspelo to izpeljati, uspelo pripeljati te ljudi sem v Izrael, da razumejo to neverjetno mozaičnost ljudi, identitet, ki jih imamo tukaj. In vesel sem, da je bilo tako. Spoznali so jih. Mi, ker sem rekel, da sem bil udeleženec kot vsi ostali. Srečali smo se z izraelskimi Judi, Arabci, muslimani, kristjani, druzi, bahaji, ljudmi, ki so bili popolnoma sekularni in ateisti. In srečali smo se celo z ljudmi, ki so zelo proti mnogim elementom vlade. Ja, in to je bilo zelo zanimivo. Ja. Ne glede na to, ali se strinjam s temi ljudmi ali ne. To ni bistvo, ni bilo tako. Mi ne odpovedujemo. Pri nas ljudi ne utišamo. Svoboda govora in svoboda v demokraciji sta tisto, za kar se ta država zavzema, za kar se Izrael zavzema. In to je bilo nekaj res posebnega. In pravzaprav, ljudje, ki so se pritoževali nad različnimi stvarmi v vladi, je naša delegacija reagirala tako. O čem se sploh pritožujejo? Kdo plačuje za mavrične zastave, ki so po vsej ulici? Vlada, mestni sveti, kdo plačuje za LGBT organizacije in transorganizacije ter njihove stavbe? Vlada. In veste kaj? Tudi v Združenih državah se večina LGBT organizacij, s katerimi sem sodeloval več kot 20 let, zanaša na zasebna sredstva in donacije, da lahko uspevajo. V Izraelu se vsaka organizacija zanaša na vlado, zanaša se na sredstva davkoplačevalcev. Ker verjamejo, da če plačujemo davke, če služimo v vojski, če smo del družbe, tako kot vsi ostali, zahtevamo in si zaslužimo enako financiranje kot vsi drugi. To ne pomeni, da imajo dovolj sredstev, saj Bog ve, da bi večina organizacij potrebovala več sredstev. Ampak to je iluzija. Tudi če gre za infrastrukturo, za stavbo, tudi v mestni hiši v Jeruzalemu smo počeli enako. In seveda še veliko več v Tel Avivu. Torej, Juval, veš, kaj je naslednje zate? Ker si bil, veš, povsod, si na družbenih omrežjih, opravljaš tako čudovito zagovorniško delo, si govorka, potuješ po svetu, si filmska ustvarjalka in novinarka. Kje vidiš naslednjo fazo svoje kariere, aktivizma in podobno? Ljudje še naprej govorijo z mano o mojem življenju v politiki, kar je zelo zanimivo. Vedno sem usklajeval in uravnoteževal kariero ter prizadevanja na področju zabave, medijev in zagovorništva. Da, imel sem čudovite izkušnje kot igralec in filmski ustvarjalec. Veste, prejel sem nagrade, bil sem v televizijskih oddajah, ki jih ljudje še vedno lahko gledajo. Zdaj. Moje delo v novinarstvu kot komentator novic na Foxu, Newsmaxu, NewsNationu, JNS-u in vseh teh različnih mednarodnih novičarskih hišah je bilo osupljivo. In da so moji članki objavljeni. Vse pa je bilo v resnici oblikovano z mojim družbeno-političnim zagovorništvom. Vzgojen sem bil kot Jud, na pravi način kot Jud, da razumem, da je moja odgovornost, da naredim nekaj za svoje ljudi. Vzgojen sem bil kot Američan in Izraelec, da vem, da je moja odgovornost, da naredim nekaj za svoje ljudi. In vedno sem uporabljal svoje platforme za spodbujanje družbenih in političnih pobud, ki so pomembne ne samo zame, ampak za obe moji državi. In to je spodbudilo moje delo v medijih in politiki bolj kot kdajkoli prej. Ali pogrešam svoje življenje v zabavni industriji? Absolutno. Ali vidim, da imam veliko večji vpliv v politiki in medijih? Absolutno. Ker smo v vojni. Smo v vojni na številnih frontah, ne samo na 7 frontah, s katerimi se Izrael sooča in nenehno dodaja nove, ampak gre za globalno vojno za civilizacijo. Vpliv, ki ga imam, me gane in počaščen sem, da imam to sposobnost in da sem povabljen kot govorec po vsem svetu, da motiviram ljudi k večjemu zagovorništvu. Ne pridem in ne rečem, tukaj sem kot strokovnjak. Po koncu nimam niti vprašanj in odgovorov. Imenujem jih skupnostni pogovorni odzivi, ker želim slišati skupnost in da se skupnost poveže med seboj ter sodeluje, sam pa sem le človek izmed ljudi, tako kot naši rabini niso nič bolj sveti ali bližje Hašemu kot mi. Oni so naši učitelji, ampak veste, kaj počnemo z našimi učitelji? Jih sprašujemo. Ja. To je bistvo judovskega razmišljanja in komentarjev. Kaj me čaka naprej? Zelo zanimivo se mi razvijajo stvari v medijih in politiki. Kmalu bom lahko povedal še več. Veste, imam svoj novi podcast Skupna točka, kar je zelo vznemirljivo, čudovito. Svetujem nekaterim pomembnim političnim organizacijam v Združenih državah Amerike in bomo videli, kam bo to peljalo.
Komaj čakamo, da vidimo, kaj boš naredil naslednje, Juval, ker, kot sva rekla že na začetku, je zelo malo ljudi, ki so jasni glasovi, hkrati pa so tudi izjemno učinkoviti in delujejo tudi v zelo neprijetnih okoljih. Mislim, da je ena od naših težav trenutno ta, da vsi govorimo samo v svojih majhnih mehurčkih. Vsi smo zaprti v svoje kroge. Ampak ti si upaš skočiti v mehurčke drugih ljudi, jih izzvati in jih spraviti v nelagodje. Ampak to je pravzaprav del vsega tega, kaj ne? No, razumeš to, ker točno to počneš. Pravzaprav imaš rad izzive. In mislim, da je zato, niti ne vem, koliko let se že poznava, ampak v trenutku, ko sem te videl, sem te prepoznal, globlje sem dihal v tvoji bližini, ker sprejemaš izziv. Absolutno. In z izzivom pride sprememba. In če ne moreš, če osebe ni mogoče izzvati, kako bo potem utrdila svoje mnenje? Točno tako. Mi, ti in jaz izvajava zagovorništvo in aktivizem, ki temeljita na vrednotah, ne na ideologiji. Gre za vrednote. Katere so tiste vrednote, ki so pomembne, ne samo za naju, ampak tudi za druge? To je nekaj, kar je res pomembno imeti. In veš kaj, glede izziva sem navdušenec nad adrenalinskimi športi. Nisem navdušen nad gledanjem ekipnih športov, kjer ljudje lovijo žogo in se podijo drug za drugim po omejenem igrišču. Obožujem smučanje. Po zimi, moj najljubši letni čas. Poletje, sovražim ga. Oprostite vsem. Torej si navdušenka nad avanturami. Obožujem to. Torej, kaj naj naredim? Naprimer, ko smučam, grem na najvišje dele, na najbolj zahtevne dele gore in se popolnoma posvetim smučanju navzdol. Moram se nagniti naprej, kolikor se le da, da lahko napredujem. In ko vidim skalo ali drevo ali prepad, ne razmišljam, da je tam skala, da je tam drevo, da je tam prepad. Razmišljam, to je pot naprej. To je pot naprej. To je pot naprej. Prepoznavanje izzivov in kako iti naprej. Moje športne filozofije so usklajene z mojimi življenjskimi filozofijami. Izzivi me ne smejo ustaviti, saj vedno grem naprej. In to si želim, da bi počelo več Judov po svetu, več cionistov po svetu in več te tihe večine po svetu. Izzivi obstajajo. Življenje niso samo rogi in mavrice in vse ni lahko. Življenje ima izzive, prepoznajte jih, ovire. In ko premagaš, prebrodiš, preideš ali kako drugače premagaš ovire, lahko greš naprej. In to je tisto, kar potrebujemo. Tako upam navdihniti več ljudi. Amen. No, to je čudovita metafora. Že si te predstavljam, kako smučaš po gori in se izogibaš drevesom. Juval, hvala, da si tukaj. Hvala, da si voditeljica na svojem področju. Hvala za tvoj jasen glas. In veš, mogoče boš nekega dne prišla in ostala tukaj za vedno. Z veseljem. Adijo.